V zadnjih letih je ena spletna tržnica dobesedno obrnila svet e-trgovine na glavo. Ime verjetno že poznate – Temu. Ampak kaj se v resnici skriva za tisto slavno obljubo o nakupovanju kot milijarder? No, poglejmo si pobližje. Seveda ste jih, temu sloganu se je praktično nemogoče izogniti. Vidimo ga povsod, na družbenih omrežjih, na televiziji, celo med Super Bowlom. S to preprosto, a neverjetno učinkovito frazo je Temu preprosto vdrl v naš vsakdan. Torej, kako se je vse skupaj začelo? Septembra 2022 se je Temu pojavil v Združenih državah in njegova rast, no, recimo, da je bila eksplozivna. Skoraj čez noč je postal globalni fenomen. Da si lažje predstavljamo te razsežnosti, do začetka leta 2024 je imel Temu v ZDA že več kot 100 milijonov aktivnih uporabnikov. To je skoraj tretjina celotnega prebivalstva. Takšen prodor na trg je nekaj, česar praktično še nismo videli. In to je seveda glavno vprašanje, kaj ne? Kako je mogoče, da so stvari tako smešno poceni? Zdaj bomo razčlenili njihov poslovni model, njihove prednosti in seveda tudi tiste skrite stroške, ki se skrivajo za to bleščečo fasado. Najprej pa poglejmo, kako je Temu v tako neverjetno kratkem času sploh postal tako ogromen. Njegova rast ni bila samo hitra, bila je naravnost meteorska. Ta podatek morda najbolj ponazarja moč platforme Temu. Že decembra 2023 je število mesečnih aktivnih uporabnikov preseglo celo Amazonovo aplikacijo. To ni več samo neka motnja v sistemu, to je popolna preureditev pravil igre v svetu spletne trgovine. Pomislite malo, v samo enem mesecu je Temu švignil mimo velikanov kot so TikTok, Instagram in seveda Amazon, ter zasedal prvo mesto na lestvicah prenosov. To pove vse o njihovi izjemno agresivni in očitno zelo uspešni marketinški strategiji. V redu, poglejmo si torej, kako ta model sploh deluje. Kako Temu dosegate neverjetne cene? Skrivnost, kot se izkaže, je v njihovi edinstveni dobavni verigi. Ključna beseda je neposredno. Temu v bistvu izreže vse posrednike. Proizvajalcem na Kitajskem omogoča, da prodajajo in pošiljajo izdelke naravnost končnim kupcem. S tem preskočijo vse običajne vmesne postaje, distributerje, uvoznike, lokalna skladišča. In tukaj je razlika očitna. Tradicionalna maloprodaja ima več plasti in vsaka od teh plasti seveda doda svoje stroške. Temu pa to verigo drastično skrajša. To pomeni ogromne prihranke, ki se na koncu prenesejo na kupca v obliki, nižjih cen. Ampak to še ni vse. K nizkim cenam pripomore še en ključen dejavnik, pravilo imenovano de minimis. Ker se vsak izdelek pošilja posebej in je njegova vrednost običajno pod $800, se izogne uvoznim dajatvam. To je ogromen strošek, ki se mu večji trgovci preprosto ne morejo izogniti. Vendar, in to je velik vendar, imajo te nizke cene tudi svojo temno plat. Zdaj se bomo poglobili v resne pomisleke in polemike, ki so se nabrale okoli te platforme. In to so glavne skrbi, ki jih izpostavljajo vlade, potrošniške organizacije in tožbe po vsem svetu. Od delovnih pogojev do varnosti izdelkov, seznam je, odkrito rečeno, dolg in precej zaskrbljujoč. Te obtožbe so izjemno resne in ne gre samo za neke sume. Poročilo ameriškega kongresa jasno navaja, da pri Temu obstaja izjemno visoko tveganje kontaminacije s prisilnim delom. Še huje, ugotovili so, da podjetje nima niti osnovnega sistema, s katerim bi preprečevalo prodajo takšnih izdelkov. Ko gre za varnost izdelkov, so rezultati naravnost šokantni. Evropska preiskava je pokazala, da kar 95% igrač kupljenih na Temu ne izpolnjuje varnostnih predpisov EU. To pomeni, da predstavljajo resno nevarnost za otroke, govorimo o tveganju zadušitve in izpostavljenosti škodljivim kemikalijam. To seveda odpira resna vprašanja o njihovem nadzoru kakovosti. Skrbi pa segajo tudi na področje digitalne varnosti. Temujeva sestrska aplikacija Pinduoduo je bila namreč odstranjena iz trgovine Google Play zaradi zlonamerne programske opreme. In to je seveda sprožilo preiskave o tem, kako Temu ravna z osebnimi podatki milijonov svojih uporabnikov. Zaradi vseh teh pomislekov ni presenetljivo, da se Temu sooča z naraščajočim pritiskom regulatorjev in s pravnimi spori po vsem svetu. Poglejmo si nekatere od teh ključnih bitek. Boj z njihovim največjim tekmecem, platformo Shein, je še posebej oster. To ni več posel, to je prava vojna s tožbami. Vključujejo obtožbe o lažnem oglaševanju, monopolnem pritisku na dobavitelje in celo, verjeli ali ne, o mafijskem ustrahovanju. A ne gre samo za enega tekmeca.
Ta pregled kaže, da se oglaša ves svet. Od preiskav v Evropski uniji zaradi prodaje nevarnih izdelkov do pozivov v Indoneziji za popolno blokado aplikacije, regulatorni pritisk prihaja dobesedno z vseh strani. V redu, kako se torej temu odziva na vse te izzive? Poglejmo, kako platforma prilagaja svojo strategijo, da bi preživela in morda celo še naprej rasla. Soočen s pritiski, temu očitno spreminja taktiko. Namesto da bi se zanašal izključno na pošiljanje iz Kitajske, zdaj na trgih, kot sta ZDA in Evropa, začenja vključevati lokalne prodajalce, ki blago prodajajo neposredno prek platforme. To je v resnici zelo pametna poteza. S tem novim modelom rešijo več težav hkrati. Skrajšajo čas dostave, zmanjšajo odvisnost od ugodnosti pravila de minimis in se prilagodijo morebitnim novim trgovinskim omejitvam. To je jasen znak, da se podjetje razvija. Kljub vsem tem polemikam pa je vpliv platforme temu neizpodbiten. Kot pravi The Wall Street Journal, temu ni le muha enodnevnica. Je eden največjih izzivov za Amazon v zadnjih letih in resna sila, ki spreminja pravila igre za vse. Na koncu pa vse to pripelje do ključnega vprašanja za vse nas, potrošnike. Platforme kot je temu nam ponujajo neverjetno nizke cene in priročnost. Hkrati pa odpirajo resna vprašanja o etiki, varnosti in trajnosti. Ko kliknemo gumb kupi, se je morda vredno vprašati, kakšna je v resnici cena tega nakupa.